Lep pozdrav vsem skupaj. Dopoldne smo slišali veliko že o izzivih gradbeništva, prihodnosti od javnega naročanja, socialnega dumpinga in tako naprej. Tako da danes imamo med nami zbrane, po mojem mnenju, prave sogovorniki, zato da tudi v sproščenem razgovoru povemo kaj o tem, kako gradbeništvo preoblikovati v perspektivno mednarodno konkurenčno razvojno inovacijsko usmerjeno gospodarsko panovo, ki bo tako kvalitetna delovna mesta. Zato je prosim vse sogovornike, da se mogoče vedno fokusiramo predvsem na to. Bi pa za začetek mogoče rad postavil vse vas malo vloge, v katerih ste z bolj domačim besednjakom. Predlagam naslednje. Gospod Jernej Tovšak, vi prihajate z Ministrstva za gospodarsko razvoj in tehnologijo, zato, če se strinjate, ste vlogi državnega uradnika, ki skrbi za razvoj. Gospod Tomaž Vidic, vi morate biti javni naročnik, drugo ne morete biti, ker ste po funkciji. Ne? Gospod Matjaž Mikoš, vas bomo prosili, da ste v funkciji kadrovika. Gospa Urška Skok-Klima, vi boste državna uradnica, prav da imamo moškega in ženskega državnega uradnika, ampak resmo, da ste sistemska skrbnica za kakovostne storitve za pošteno ceno. Gospod Banič, vi ste podjetnik, vi bi radi delali, gradili pa nekaj še zraven zaslužili. In gospod Oskar Komac, vi ste pa delavec zaposlen v gospodarstvu. Hvala. Gospod Tovšak, tukaj se mi dali na zapleteno vprašanje, ki se tako bere zelo strokovno, kako vidite razvijati, tako naprej, pa čisto domače vprašal. Vi ste državni uradnik za razvoj. Kje so največji problemi in kaj najhitreje storite? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Zdaj smo tako rečili, da imamo zelo intenzivne stike s gospodarsko zbornico. In kako leto nazaj, recimo, je padlo tudi na mizo, da recimo ta problem gradbeništva. Problem gradbeništva. In sem bil zelo presenečen, ko ste prišli k nam, ko sem vprašal, kdo je vaš, bi rekel, generalni, splošni sogovornik znotraj državne uprave, in je bil vaš odgovor, da ga ni. In seveda, gradbeništvo pokriva več resorjev, prav infrastruktura, ministrstvo za delo, ministrstvo za finance in tako naprej. In naša vloga tle enoti po bistvu, kar se tiče pristojnosti, jih nimamo. Ampak, glede na pomen, ki ga ima gradbeništvo kot gospodarska panoga z izjemno pomembnim multiplikativnim vplivom na ostalo, je seveda izjemnega pomena, da ta panoga ima stabilne pogoje poslovanja, da lahko raste in za celoten gospodarski razvoj je pomembno, da pač je stabilna. Drugo, zakaj mi vidimo našo pristojnost tukaj not, da se vključimo, da smo tisti glavni sogovornik znotraj vlade oziroma tisti glas vaš znotraj drugih resorjev, je pa ta, da si gospodarskega ali pa kar družbenega razvoja si težko predstavljamo brez razvoja infrastrukture. In pri razvoju infrastrukture je seveda ključno gradbeništvo. Zato je ta panoga pomembna, pomembno, da je stabilna in mi smo to prepoznali kot ne samo kot ozek razvoj gradbeništva, ampak kot pomembno panogo, ki vpliva tudi na razvoj in daje možnost za razvoj tudi ostalim panogom. To je tisto sporočilo, da smo pač mi zdaj tukaj vaš glavni sogovornik znotraj vlade. In tudi naša ideja, recimo skupna ideja, z zvezi s to konkurenco je bila, s konferenco, ko smo se pripravljali, je bila ta, da dobimo čim bolj jasne sporočila. Čim bolj jasne sporočila, kaj narediti, da stabiliziramo ta trg. Da bo ta trg stabilen, da bo rastel, da ne bomo gledali tako, kot recimo meni je bila gospod Jože Remner imel odlično predstavitev. Vesel sem, da ste videli oba dva ministra. Recimo tista krivulja avstrijska, pa naša, se pravi, Avstrijci imajo neverjetno stabilnost. Tudi 2,4-2,8, ko je bila konjunktura, ni bilo nobene rasti. Pri nas pa gor, pa totalno dol. Se pravi, mi moramo sprejeti ukrepe. Se pravi, sporočilo te konference bomo tri, ampak kakšni so ti ukrepi, da ne bomo imeli takih nihanj, da bomo imeli neko stabilnost
ki bo omogočila nek normalen razvoj in ne takih pretresov. Eno pod vprašanje samo. Sem dobro razumel, da ste v bistvu koordinator za razvoj brez pristojnosti? Da. Poglejte, če pogledamo zdaj temeljne probleme, ki jih imajo gradbeništvo, če pogledamo Avstrijo, jaz sem zelo pragmatičen, jaz pravim, da ne rabimo biti preveč pametni. Imamo države, kjer je to zelo dobro urejeno, recimo Avstrija, pogledamo, kak imajo model, preučimo in probamo čim več teh stvari, ki so dobre prakse, pa ne zelo. Paritetni sklad. To je v bistvu zadeva, ki se zelo tiče delovno-pravne zakonodaje, teh socialnih vidikov in tako naprej. Je tukaj pristojna zdaj, recimo, zelo pristojna z ministrstva za delo. Ampak, da ne bo pomote. Jaz ne želim zdaj tukaj, ker to je neproduktivna debata, da se znotraj vlade kregamo, kdo ima kak resor, ampak dejansko so pač tukaj tile elementi, ki so pomembni za stabilizacijo gradbeništva, so pač zelo močno ali pa tudi vodilni ostali resori. Recimo pri investicijah, pri infrastrukturo, ministrstvo za infrastrukturo in podobno. Samo upomba, da ne bo kakšnega pesimizma. Vprašanje bo res provokativno, ampak mi že poznamo svojo Tovšaka, pa res, da tudi nima pristojnosti, ko medresorstvo, ki jo skljujo, tudi kaj doseže. Tako da je tudi optimizem naprej. Hvala. Gospod Vidic, vi ste v vlogi javnega naročnika, zdaj smo se dotaknili Avstrije, vemo, da ima Asfinak malo drugačno, pravi bolj avtonomno vlogo. Kakšne bi bili, recimo, vi imate tudi svojo službo, recimo za javno naročanje, kakšne bi plusi, kakšne bi minusi, če bi se zgledovali po Avstriji, oziroma kar bi vi mogoče od Avstrije, da bi bilo boljše? Ja, torej, dejstvo je seveda, da ima vsaka država svoj sistem javnega naročanja, svojo zakonodajo. Zdaj, o Avstriji oziroma Avstriji modelu se zelo veliko med gradbinci govori, vendar dejstvo je, da ministrstvo je zdaj v teh smernicah povzelo določene rešitve tudi iz Avstrije. Mislim, da je ta pot nedvomno prava. Katere so vaše mnenje, so 2-3 najbolj pomembne? Ja, torej, kar se tiče inženirskih, projektantskih, jaz ponovadi rečem projektantskih in inženirskih, ne arhitekturnih in inženirskih, ker sem gradbenik. Pri teh smernicah je že upoštevano določeno, torej v Avstriji se za te storitve statistično obdela ponudbene vrednosti in v bistvu manj točk dobi tista, ki je, zračuna se medijana in manj točk dobi tista ponudba, ki je zelo nizka in je zelo oddaljena od medijana. Mislim, da se to tudi da v naš sistem oziroma se je delno že upeljalo. Jaz osebno se tudi, predvsem pri tovrstnih storitvah, zavzemam za to, da cena nikakor ne sme biti edini, kaj šele odločujoči, tudi ne odločujoči kriterij. Namreč vemo, da je od kvalitete projektne dokumentacije odvisno izvedba celotnega projekta v znatni meri. Stane pa približno recimo 3% investicij. Torej, kar se pa tiče samih gradenj, pa mislim, da Avstrijci ne delajo te statistike za gradbeno delo. Skratka, ne poznam podrobnosti, strokovne službe jih bolj poznajo in ministrstvo pa tudi zdaj želi oziroma se zgleduje tudi po avstrijskih smernicah. Je pa dejstvo, da naj bi bila, to pa tudi vem, da bi bile določene rešitve v avstrijski zakonodaji v nasprotju z evropsko direktivo. Tako da v vsakem primeru pa DARS seveda mora spoštovati zakon o javnem naročanju. To je pa primarno seveda, ker najslabše pa je, da Državna revizijska komisija razveljavi DARS-ov razpis, pa mislim, da je popolnoma jasno. Hvala, gospa Urška Skot-Klima. Malo stoči se že bilo od gospoda Vidica. Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno v naslednjih korakih? Čisto konkretno, storiti z vidika vseh partnerjev, da se bodo smernice javnega naročanja uveljavljale po principu kvalitetno,
delo oziroma kvalitetne storitve za upoštevano ceno. Zdaj, nekaj tega je bilo sicer danes že povedanega. Tisto, kar je najbolj pomembno, je to, da zdaj na tej točki ne obstanemo, da jih ne damo mi na spletno stran in ostali akterji v predal, oziroma se danes tudi o njih pogovarjamo, potem pa gremo domov in smo vsi veseli, da smo smernice naredili in zdaj jih imamo. Nič nismo v bistvu naredili, če se na tej točki ustavimo. Najbolj pomemben je, da prepričamo v prvi vrsti naročnike, da jih začnejo uporabljati in da se jih ne bojijo uporabljati. Jaz vem, da bo nekje kdaj problem, zato sem tudi prej rekla, da je se obrniti na nas. In če mi ne bomo znali, se bomo mi obrnili na tisto stroko, ki nam je pomagala, zato da pač premagamo te težave. Vedno, ko je neka stvar nova, ali pa se jo lotevamo na povsem drugačen način kot zdaj, so pač seveda težave. Ne? Včasih se malo pohecamo, pa rečemo porodne težave. Ne? Premagali jih bomo, ampak res moramo jih začeti uporabljati, zato ker ko jih bomo uporabljali, bomo videli, kje kaj v njih ne stoji, kje je kakšna stvar, ne vem, slaba ali pa ne odraža razmer na trgu. In šele potem, ko jih bomo vsaj nekoliko stestirali na praksi, jih bomo lahko, ne vem, popravili. Mogoče šele takrat bojo zrele za kako, se opravičujem, bolj formalizirano obliko, ker danes vemo, so smernice in so neobvezne za uporabo. Ampak jaz mislim, da je v tem trenutku prav, da ostanejo neobvezne, pa da se mi vsi skupaj zavedamo, da morajo biti obvezne, zato ker mi hočemo nekaj spremeniti. Pod vprašanje vendrle, vse imamo neobvezne smernice, mislili smo se za neobvezne smernice, nimamo obveznih. Pričakujemo lahko, da bi javni naročniki rekli nekateri, to je neobvezno, sicer ampak je kvalitetno, to bomo uporabljali, drugi bodo pa rekli, ker ni obvezno, pa ne rabimo tega. Ne? Ali obstaja kakšen akcijski načrt, močnejši pri vas, ali pri ravni države, kako izobraziti, kako zavestiti javne naročnike, da to čim prej začnejo uporabljati? Če me sprašujete, če obstaja konkreten dokument, ki se reče akcijski načrt, v tem trenutku ne. Smo pa ravno zdaj pravzaprav še sred pogovorov tudi z gospodarsko zbornico, da ta načrt naredimo, ker mi sami tega pač ne moramo predstavljati, že zaradi tega, ker imamo vseh ustreznih znanj. Hkrati pa nastaja nek, bom rekla, interni akt na ministrstvu, ni namenjen širši obravnavi, ampak zgolj zaradi nas, da vemo, v katero smer želimo iti, ne letos, ampak naslednjih 10 let na javnem naročanju. Mi smo to interno poimenovali strategija razvoja javnega naročanja, v okviru katerega je pa tudi en zelo pomemben element profesionalizacija javnega naročanja. In ta profesionalizacija ni namenjena temu, da bomo zdaj v zakonu nekaj izpite in ljudi silili k določenemu, ne vem, certificiranemu znanju, vsaj ne na kratek rok, ampak je namenjena točno temu, da se izdela plan, da je plan tudi objavljen, zato da bodo vsi seznanjeni, kdaj, kje je možno pričakovati pač določene izobraževanja, ker ne počnemo samo teh za gradbeništvo, ampak tudi ostalo področje. Tako da bo to na nek način celovito, upam, da v kratkem tudi pripravljeno. Gospod Mikoš, situacija je takšna, približno pri kadrovskem vprašanju, ker ste kadrovik, v 80-ih letih, ko ste hodili v osnovno šolo, je bilo z vidika mojih prijateljev zelo privlačno, sicer ne postati mogoče sedaj, ampak postati gradbenik za srednjo šolo ali pa tudi fakultet in tako naprej. To je bil najbolj popularnih poklicev na nek način, ali pa perspektive. Kaj je zdaj, če ne bomo imeli dobrih poklicev, dobrih gradbenikov, ne bomo imeli kvalitetnih gradenj? Kaj storiti? Kje smo? No, jaz sem osnovno šolo v 70-ih letih hodil, ampak dejstvo je, gradbeništvo je eno najstarejših poklicev, na mojo odločitev se vplival oče, ne, skratka ta možnost vedno obstaja, da se človek odloči za poklic, ki ga čuti v družini ali pri sorodnikih. Res je tako, kot ste poudarili, treba začeti gledati, koliko je tehnika kot okolje, v katerem gradbeništvo deluje, prisotno v osnovni šoli. Analiza, ki jo delala Inženirska akademija Slovenije, je pokazala, da se pravzaprav problem upeljati mlade v poklice, v tehniki, pravzaprav začne v osnovni šoli. Na konec osnovne šole ni predmeta o tehniki, tehnologiji ali inženirstvu, ko se mladi odločajo za srednjošolske poklice. V srednji šoli gre prevelik del populacije v gimnazijo. V gimnaziji ni pravzaprav inženirskih vsebin. To pripelje do dveh problemov. Na eni strani je pomanjkanje srednjošolskega kadra, poklicnega, kot ste omenili. Pozitivna stran je morda uveljavljanje vajeništva, zdaj samo na tem enem segmentu kamposještva. Mi smo seveda želeli poudariti, da je možno verjetno v gradbeništvu tudi druge
poklica peljati na nivoju vajeništva in to podpiramo. Pri gimnazijcih je torej ta problem, da večina gimnazijske populacije odhaja v poklice, ki niso naravoslovni ali tehnični. Se pravi, pravzaprav v gradbeništvu, potem na terciarnem izobraževanju, morda dobimo kadre, ki niso prepričani, da je to poklic za njih, ki morda od gradbeništva pričakuje nekaj drugega. To spoznavamo pri študentih, ko pridejo pa po letu dveh reče, a to je gradbeništvo. Torej, gradbeništvo ni enostavno poklic, gradbeništvo je odgovorna služba. In bi si želeli imeti dobre dijake. Dobri dijaki grejo na druge študije, ne vem, medicino, psihologijo, kam drugam. Nujno bi bilo uvesti v srednji šoli, torej večji del generacije na tehniške in poklicne šole, tiste gimnazice pa nujno soočiti z inženirskimi vsebinami. Če povem do konca, za drug del, upravljalski del te države, v čem je problem? Ljudje, ki končajo netehniške poklice, od osnovne šole nimajo nekih inženirskih vsebin in se je potem z njimi teže pogovarjati, recimo na taki okrogli mizi, oziroma sodelovati, ker se morda ne razumemo. Zato, ker kot pravi v srednji šoli, ob fiziki naravoslovji so inženirske vsebine zapostavljene. Kaj narediti z dobrimi kadri? Jaz mislim, da ta okrogla miza sedaj ni v tej smeri, jaz verjamem, da bomo na naslednjih okroglih mizah se več lahko tudi izobraževanju posvetili. Absolutno, pa kot izobraževalna ustanova, podpiramo predlagane ukrepe z te konference. Zakaj? Ko študentje pridejo, ko sprašujejo eno prvih vprašanj, a bom imel službo. Rečemo, boš imel, morda v Severni Nemčiji, morda v Kanadi, morda v Novi Zelandiji. Odliv kadra naših diplomantov je kar velik. Zdaj, a je to perspektiva, da slovenski sistem izobražuje slovenske intelektualce, da potem odhajajo v tujino? Verjetno ne. V gradbeništvu naj bi imeli perspektivo v Sloveniji. Ker je ta kriza bila tako velika, je določen del kadrov šel mladi seveda delati ali čez mejo, blizu v Avstrijo, ki ima mnogo bolj stabilen sistem. Ko svoje dijake vabimo, da bi prišli k nam študirati, moramo dati perspektivo stabilnega poklica. Poklic je zanimiv, poklic je eden najstarejših v družbi, vendar vprašanje so vedno ista. Status, vloga, zanimivost poklica, tukaj morda lahko kaj rečemo. Če bi ta konferenca dosegla stabilizacijo sistema finančnega, tudi v socialnem smislu, verjamem, da bi se mladi lažje in bolj številčno odzivali, tudi boljši dijaki za ta poklic. Gospod Banič, vi prihajate za danes kar velikega slovenskega gradbenega podjetja s 3 leti, ki je preživelo krizo, je razgledovanje tujini. Kakšne razlike opažate doma in tujini svetu? Ja, mi smo na žalost večjih z temi številkami, ampak taka je realnost slovenskega trga. Trg se je večkrat prepolovil in mislim, da je čas, da znotraj tega najdemo rešitve, ki nam bodo omogočile preživeti vsem skupaj, tako naročnikom, projektantom, arhitektom, kot tudi nam izvajalcem. Glavna razlika, težko povedati z eno besedo, jaz bi to mogoče imenoval nacionalna zavest. Mi, nažalost, kot Slovenci, očitno tega nimamo prirojenega. Vsi trgi, kjer se mi pojavljamo, to so, moram reči, bližnji trgi, Avstrija, Hrvaška in tako naprej, imajo to prirojeno. Zakonodaja ni bistveno drugačnejša, kot je naša, ampak jo seveda njihovi uradniki, njihovi inšpektorji tolmačijo na njim pozitiven način, tako da nam delno omejujejo nastop, še zmeraj vse znotraj, bom rekel, zakonsko dovoljenega, ti pa s tem dejansko biti konkurenčen. Kako to zgleda v praksi? To zgleda v praksi, da pač na tebi trenirajo. In ne bom rekel čist, začne se že, seveda vse se začne tako, kot bi se od nas morali začeti pri kvalitetnem projektu. Projekti so pripravljeni na način, da v enem delu favorizirajo domače rešitve, izvajalce, kakorkoli hoče slišati, domače materijale in tako naprej, kar potem skozi, bom rekel, lojalno konkurenco daje prednost domačim. Mi tega ne znamo narediti. Mi rajši projektiramo tisto, kar noben od slovenskih predmetov ne zna narediti, zato ker potem to bolj modiš in omogoča odprti EU trg, sicer gospod Tošak je za to zadolžen, ampak jaz nimam nič proti odprtemu trgu, imam pa definitivno, bom rekel, nekak zahtevo, da tudi skozi uveljavitev smernic v enem delu dereguliramo trg, čeprav se sliši
butasto, ampak verjamem to, da bodo kvalitetno pripravljeni projekti, se pravi, da bo velikim naročnikom naprej omogočeno pripravljanje projektov, ki bo nam dalo informacije, kaj DARS želi za tehnologijo ali pa, ne vem, direkcija ali stanovanjski sklad v naslednjih 4-5 letih delati, da se tudi mi temu prilagodimo, pripravimo tudi skozi, bom rekel, sodelovanje z univerzo, z srednjimi šolami, da smo na te izzive pripravljeni. Potem definitivno mislim, da če smo že na tem, strinjam se, da moramo deregulirati, menim pa, da vseeno Ministrstvo za javno upravo mora skozi direktorat, skozi službo za javno naročanja manjšim naročnikom omogočiti pomoč, jaz bom rekel celo pod obvezno revidiranje njihovih pripravljenih projektov, popraševanja vsega, da je ta komponenta noter, se v končni fazi je država plačnik tega, se niso sami. Po drugi strani pa velikim naročnikom, kot so danes z nami, omogočiti, da samostojno sprejemajo odločitve, s kom, na kakšen način želijo zadeve izvajati, ker menim, da samo tako pridemo do tega, da ljudje, ki so na teh mestih, pri nas je to relativno enostavno, tudi odgovornost za svoje dejanje prevzamejo. Skrivanje za odločitvami nekoga tretjega, ponavadi je to nažalost pri nas DKOM, ki del strokovnega znanja sigurno nima, menim, da bi moralo ostati na postopkovni ravni, ostale strokovne presoje pustiti naročniku, bi prineslo dosti deregulacije in direktne odgovornosti ljudi, kar jaz menim, da bi na dolgi rok pomenilo, da bi bila ta dejavnost normalna, da bi bila zanimiva za mlade. Definitivno verjamem, da se je država v tranziciji preveč usmerila v družboslovne, bom rekel, vede ali smeri, premalo tehnike, kakršnekoli že, vidimo pa, da danes edino tehnični kadri nekaj veljajo in tudi bodočnost Evrope je v tem segmentu po moje, tako da verjamem, da skozi ta pristop v enem delu dereguliran, po drugi strani pa usmerjen jasno in tudi podprt, ker jaz ne morem razumeti, da država, ki plačuje neke stvari, ne more reči, da bo to tako. Sedaj zato ne rabimo 1000 pravilnikov, ker 1000 pravilnikov nas samo poneumlja, ker mislimo, da so vse napisali, da samo preberemo in da bo vsem jasno. Ljudje, ki pripravljajo projekte, ljudje, ki izvajajo projekte, ki nadzorujejo, mi, ki jih izvajamo v operativnem delu, smo, bom rekel, partnerji v teh projektih. In kot taki moramo tudi vsi preživeti in omogočiti javnemu naročniku, da to, kar je bilo danes že večkrat povedano, za svoj denar dobi funkcionalne objekte, ki bodo služili, bom rekel, gospodarstvu, ljudem v Sloveniji, zato, kar je. Za konec, gospodarstvo to gre dosti lažje. Lani, ko smo ponujali dosti gospodarstvo, letos, ko ponujali gospodarstvo, pri njih ni dilema, s kom bodo delali. S tistim, ki to zna narediti za primeren denar, v primernem roku in mi zagotavlja, da bo to narejeno. Pri javnem naročilu je to najmanj pomembno, važno je, da je poceni. In jaz pravim, ne vem, če bi bil privatnik, sigurno ne bi dal frizerskemu salonu graditi, na javnem naročilu v Sloveniji komot frizerski salon skupaj s svojim partnerjem iz tujine ponudi objekt infrastrukturni in bo po zdajšnjih smernicah tudi izbran, ker je najcenejši. Tako da jaz bi s tem zaključil. Več zdrave pameti, več odgovornosti, več, jaz bom to rekel, nacionalne zavesti v vsej tej zgodbi nas bo pripeljalo do uspeha in če bomo manj drugega poslušali, bomo jutri tudi pametnejši. Gospod Kovac, zdaj smo zelo kratko vprašanje, vi ste delali, ste v organizaciji. Kako čutite socialni dar? Ja, čuti se to, da delavci na slovenskem trgu ne delamo pod enakimi pogoji v neki osnovi. Tiste firme, ki so članice nekih združenj in tako naprej, so zavezane k spoštovanju bistveno višjih delovnih in socialnih standardov kot podjetja, ki niso člani teh združenj. Mislim, da je rešitev zelo enostavna in hitro uresničljiva, se spremembo zakona o kolektivnih pogodbah, ki te osnove v nekem smislu izenači. S tem spodbudimo tudi določen socialni dialog, ki je, mislim, da nujno potreben, posebno v dejavnosti gradbeništva, ki je pač delovno intenzivna panoga in je pravzaprav del
realnega sveta, ki mislim, da tudi vsi skupaj potrebujemo neki comeback k nekim osnovam. Mi smo šli v neko digitalizacijo, tudi navidezni svet, govorimo o post-facting dobi in podobne stvari. Gradbeništvo je tukaj, zdaj realno prisotno in mislim, da je tudi neko, če hočete, neka družbena odgovornost v teh podjetij, da pravzaprav spreminjamo svet pravzaprav na boljše in da se zopet vrnemo k nekaterim koreninam, ki mislim, da smo jih pravzaprav v tem času zapustili ali pa tako ali drugače zapuščamo. Gospod Tovšak, najprej pa zaprasil, ima kdo kakšna replika mogoče na koga od nas? Jaz rad povabim, da se mogoče odkrjavate, če pa ste karkoli? Ne? Gospod Tovšak, pa te pa zase vprašanje, kako ocenjujete te aktivnosti v sosednjih državah, za zaščito trga? A je to bolj zakonodajna zgodba, je to bolj zgodba o praksi? Da ste verjetno že malo preučili, kaj je tisto, kar pravzaprav, ko je za zaščito trga, da je taka stabilnost Avstriji? Tako mogoče. Ja, zdaj zakonodaja je v bistvu precej primerljiva. Vsi nekako delujemo pod okriljem Evropske unije in smo tudi usklajeni z tem pravnim redom. Zdaj, ta zadnja zgodba za Avstrijo je precej specifična, zato so imela naša podjetja, predvsem na področju gradbeništva, precej težav. Ravno jutri smo z ministrom Počivalškom na Dunaju, da bomo predstavljali problematiko slovenskih podjetij, ki se srečujejo pri čezmejnem upravnem storitev v Avstriji. Ne bom reči, ko vidim, sem bil več kot v Avstriji, da predpise malo enake, pristop je pa tam mogoče malo bolj koordiniran in drugačen. Tako da, ampak jaz mislim, da njihova glavna prednost ni za to, da ščitijo, bi rekel, samo radniško, ampak oni imajo tudi infrastrukturo zgrajeno, tako recimo ta paritetni sklad, ki dejansko, moram reči, da so nas in delodajalci in sindikati tukaj pač prepričali, da je to izjemno pomemben element stabilizacije, kar moram pozdraviti, zaradi tega, ker če to trdijo sindikati in delodajalci skupaj, potem to dejansko drži. Težko rečeš, da to ni res. Se pravi, Avstrija to ima, naši pa nima. In zdaj tukaj, se pravi, prvič zgubljamo na domačem trgu, ker tega nimamo, ker vidimo, da ta paritetni sklad lahko zna ta ciklična nihanja, za katera se zelo značilna za gradbeno paniko, se pravi, lahko ta cikle zelo ublaži. Na drugi strani pa, če nimamo paritetnega sklada pri nas, naše podjetje, ki nastopajo v Avstriji, so že samo zaradi tega nekonkurenčne. Tako da mislim, da ta uvedba paritetnega sklada, ki ga Ministrstvo za gospodarstvo seveda podpira, smo tudi že sprejeli predstavnike gospodarske zbornice in obrtne zbornice, bi imela zelo velik pozitivni vpliv na stabilizacijo gradbenega trga. Gospod Vidic, velikokrat se pogovarjamo o tem, kaj javni naročniki naredijo. Vi ste javni naročnik, pa vas vprašam nasprotno, ker imate izkušnje. Kaj bi lahko izvajalci boš naredili, ko se prijavljajo na javno naročilo? Ja, torej, predvsem moram poudarjati, da glede dampinških cen, recimo, da izvajalci, ponudniki dajo neprimerno nizke cene oziroma primerno biti kar na posel, tam težko pričakujete. Ja, vendar mi bi pričakovali, da temu ni čistko. Enostavno, namreč teh ponudb se seveda pri nas ne da izločiti, to je preteklost pokazala. Ne vem, znani primere Markovc, še prej seveda naprimer gradnja zahodnega dela od Trojan do Blagovice, kjer je izjemno trpela kvaliteta zaradi izjemno nizke cene, takrat Gradisa, nizke gradne Maribor. Vendar dejstvo je, da ponudniki dajo tako izjemno nizke cene, torej verjetno jih dajo iz špekulativnih namenov, vendar pričakujemo, da jih je preteklost na tem področju nekaj izučila. Vsa ta podjetja so šla, ali pa številna podjetja so šla zaradi tega tudi v stečaj.
Eno vprašanje na tem področju, lahko je kar. No, prej sem vprašal za razliko. Bistvena razlika je med tem, kar je gospod Vic pravi, in smo nam absolutno prav, je ta, v Avstriji naročnik zna prepoznati neobičajno nizko ceno in tudi, ko pregleduje ponudbe, jih pregleduje vsebinsko. Mi, ko smo ponujali na javnem naročanju, smo morali dokazati, da nekaj znamo narediti za x evrov, ampak to ne na način papirja, da vam izjavimo, mi to znamo, mi to zmoremo, ker to je z risanke mojster Miha zmore. Mi smo morali odnesti materijale, pokazati dobavitelja, povedati, koliko plačamo in potem smo temu verjeli. Vi imate tukaj problem, zato če bi se vi sebinsko lotili, vprašanje, kaj bi organ nad vami naredil. Ampak mislim, da tudi s poenotenimi popisi in ceno, da ne bomo zdaj komplicirali, se da urediti razmere in naročniku res omogočiti, da primerja ponudbe in da izloči tisto, kar je nemogoče izvesti in ne spravlja, bom rekel, ponudnike, podizvajalce, kakorkoli drugače, tega glavnega ponudnika v situacijo, kjer potem pa mora država reagirati na sociali. Saj v končni fazi v teh 23 podjetjih je bilo zaposlenih, jaz bomo reči, 20 000 ljudi, ki nekaj jih je končalo v drugih družbah, večino pa nažalost na breme države, tako da vprašanje ekonomičnosti tega. Tu bom rekel, zato jaz ne bi čisto rekel, da nam omogoča, če bi imeli družbeni, nacionalni konsens in da bi tudi drugi organi spoštovali, če DARS reče, da se ne da, ne vem, tampon za 5 evrov položiti, da je temu res tako, ker ima toliko in toliko kilometrov zgrajenih cest in pozna cene, ne pa da če on to reče, bo državna komisija rekla, ne, evropski trg je odprt, to se da narediti, evo, izvolite, delate. In tu mi nimamo tega, da ne bom se na tako govoril, ampak cela zgodba je taka, tako da tu obstaja možnost, spet je pri nas ljudeh tisto, da lahko naredimo, če seveda v to verjamemo in smo se pripravljeni, verjam, tudi izpostaviti, da je to res. Gospod Kovac? Ja, mislim, da je potrebno poudariti in se zavedati, da nizke cene pomenijo visoke družbene stroške. Tako na nivoju, če hočete, plač, kot same storitve kot taka. Mislim, da smo se to v preteklosti naučili. Kolegi poznajo situacije, ko so se dali 30, 40, 50% popusti, ko je bilo vsem jasno, da s tem niti materijala ne bo možno plačati, kaj šele podizvajalcev in delavcev, da se je to počelo in to je pripeljalo gradbeništvo ne samo v tem ekonomskem vidiku položaja, kakršni je, ampak tudi v nekem pogledu na to dejavnost, v nekem dojemanju te panoge. Da so te panogi samo tisti, ki se drugje ne morajo dokazati in lopovi na drugi strani. In to je neka fama, ki mislim, da je potrebno tako, bom rekel, sistematično pregnati iz tega dojemanja. Jaz sem imel tudi eno pobudo, pred kratkim smo govorili, da je bilo zelo dobro narediti neki katalog, neki popis in neke referenčne cene postaviti. Verjetno ni velika skrivnost, z 20% po Paretovem pravilu, z 20% popisom 80% del pokril. Betoni, asfalti, nasutja, izkopi, ono, drugo, tretje, je nekaj osnovnih postavk, ki so neke referenčne cene, ki vsebujejo neko realno ceno seveda materijala, ki je tam vsebovan in seveda dela, ki ga je potrebno upraviti, delo pa seveda temelji na tistem, kar smo danes govorili, ceni dela iz kolektivne pogodbe. Jaz sem tudi gradbinsko v osnovnem poklicu, seveda gradbeno sem delal tudi kalkulacije in podobne zadeve in zdaj pa časno, ko sem se časa skupaj pogovarjal, so mi rekli, kolega, kakšne kalkulacije, bez veze, jaz nekaj zračunam, nekaj tam pa direktor gre, pa ponudi 40% popustnik, kaj tista moja kalkulacija. Mislim, mi smo šli tako nekam v zrak vsemi temi stvarmi. Tukaj bi neke referenčne cene tako naročnikom kot izvajalcem pravzaprav neke pomeljne, kje se lahko gibamo. Jaz razumem plus minus 5-6%, v mojih časih so bili popusti realni 2-3, mogoče 5%, ker si računal, da boš pa drugo leto še davljal kvadratov zdraven naredil. Ne pa to, kar se je zdaj zgodilo. Tukaj bi bila ena od možnih rešitev in da postavimo, bom rekel, to dejavnost, ki je pomembna, ki ima tradicijo zopet na nek nivo, da bo spoštovana in da bo tudi v očeh javnosti
pravzaprav nekaj pomenila, ker mi smo v teh letih pač ta kapital zapravili in zdaj ga treba začeti graditi ponovno nazaj. Gospod Mikoš, pa potem gospod Filic. Se bom postavil v vlogo izvajalca konkretne izobraževalne storitve. Vse smo v podobnem položaju. Tudi na področju izobraževanja bi lahko rekel, da obstaja dampinške cene. Če zdaj dam kot primer, trenutno stane to državo, študent, ki študira na fakulteti okrog 8.000 evrov, prva, druga stopnja povprečja. Obisk rektorja na državnih inštitucijah, torej univerzah na Kitajskem je pokazal, da Kitajska, kakorkoli se zgledujemo ali ne pri njih, vlaga 13 do 16.000 evrov na študenta. Da se tu lahko malo vprašamo. Ampak, če grem proti dampinškim cenam, obstajajo in se pojavljajo v tej državi konkurenčne fakultete, ki ponujajo podobne kompetence, saj tako jih obljubljajo, kakor jih ta univerza za skoraj 100-letno tradicijo za bistveno nižjo ceno, saj letnik pri njih morda stane 3 ali 4 tisoč evrov. Če to primerjavo naredimo, smo na zelo podobnem. Nekdo je to akreditacijska hiša, kdo je tisti, ki bi lahko pripoznal, da gradbenika brez laboratorija, brez prakse, pravzaprav ne moreš kakovostno izobraziti. In tukaj smo po mojem na zelo podobnem, da pravzaprav z nekim nazivom, pa je seveda ta konkurenca na drugih področjih še bistveno večja, kot je na gradbeništvu. Pojavljajo se šole, ki nudijo, kot pravim, enak naziv, en objekt bom zgradil, na koncu gotoviš, da ga za tisti denar pravzaprav ne moreš zgraditi, ali pa ne bo tako kakovosten in ta naziv potem ni med sabo primerljiv. Tukaj smo podobni. Ja, torej predlog, ki ga je podal gospod Komac, torej, da bi javno objavljali neke strokovno določene cene na enoto mere za določena gradbena dela, je zelo dober. Torej, absolutno mislim, da je to pravi način. Vem, da imajo v sosednji Italiji tam zbornica objavlja za torej vem za cestogradbena dela od asfaltov, tamponov, betona, seveda, za vsa to vrstna dela javno objavljajo cene na enoto, priporočljive cene na enoto. In če bi imeli to v Sloveniji, seveda bi tudi naročniki, pa tudi to bi bilo lahko v nek način tudi v zakonodaji poštevano. Naročniki bi pol videli iz določenih postavk, da so popolnoma nerealne ponudbe. Skok klima, če stoči se zelo dobro, ali je to ena od rešitev, oziroma pod vprašanje. Zdaj imamo neobvezne smernice in imamo TEKOM, ki, za enkrat ste rekli, že dopolne, da to ni bila referenčna neka odločitev, ampak kaj če se zgodi, da imamo smernice, ki so neobvezne in TEKOM, ki bo ustrajal na najnižji ceni, kaj je? Ja, dobro vprašanje, to v bistvu podkrepi to, kar ves čas govorim, da ni zdaj trenutek še, da jih po zakonu, ker ravno to želimo videti, kako bojo v resnici zdržale, ker te smernice, ne vem, tisti, ki ste si jih pogledali, so na določenih točkah kar pogumne, bom rekla, glede na dosedanjo prakso. Recimo, če se navežem na neobičajno nizko ceno, ker je bila prej izpostavljena, naše stališče je in stališče vseh teh, ki smo pač pripravili, da absolutno ponudnikova cena mora pokriti najmanj stroške dela, govorim najmanj stroške dela in stroške materijala. To v dosedanji praksi nekoma ni bilo prepoznano na tak način. In zdaj nekomu reči, da je to obvezno, potem bo pa ta zadeva padla, se mi zdi malo neodgovorno. Bolje pomembno, da prepričamo vse, da res mora ponudnikova cena vse te stvari pokriti, ampak ta konkretna cena iz konkretne ponudbe, ne iz drugih cash flow, ne iz nekega dobička, ki ga drugje dobijo, pa iz nekih drugih rezerv, ampak v tem konkretnem poslu. Tako da mislim, da koma v tem trenutku se ne moramo izogniti, ampak moramo predvsem usmeriti vse moči v to, da poskušamo pripraviti res čim boljše obrazložitve, vsi naročniki, ki se s tem srečujemo, oziroma srečujejo, da jih prepričamo, da so določene rešitve v teh smernicah, po mojem oceni celo vse, res dobre in ne ustvarjajo nobene diskriminacije in niso v nasprotju z nobeno zakonodajo, ne slovensko in niti ne evropsko, ker če bi mi verjeli, da je karkoli v nasprotju z evropskimi direktivami v teh smernicah, potem tega ne bi bilo noter. Tudi enih stvari z tega razloga v tem trenutku ni v teh smernicah. Jaz upam, da bomo uspešni, z pomočjo vseh. Če pa smem samo še en stavek,
Gospod je tudi omenil, da je treba predvsem tudi pri malih naročnikih, da se jim pomaga, da bojo znali boljše pravzaprav delati. Na obeh straneh je precej podobna zgodba. Imamo dobre naročnike in imamo malo manj dobre naročnike, če se lepše izrazim. Hkrati imamo pa tudi na drugi strani izjemno sposobne ponudnike, ki znajo pripraviti dobre ponudbe in več. Imamo pa ponudnike, ki temu niso najbolj kos. Tako da mislim, da je na obeh nivojih in na strani naročnikov in na strani ponudnikov še veliko manevrskega prostora in vsi in eni in drugi mislim, da moramo kar nekaj napora vložiti v to, da se vsi skupaj izboljšamo. Hvala. Predlagate v zadnji krog, pa bi se kar malo dotaknili današnjih sklepov oziroma zaključkov. Eden od zaključkov pravi, Vlada Republike Slovenije mora svojim načinom planiranja in izvajanja investicij v gradbišče zagotoviti dolgoročen stabilen trg, zato mora vzpostaviti 5-6-letni vrstni plan za izvedbo investicij s fiksnimi investicijskimi postavkami in zagotovljenih finančnimi viri, da bodo letne spremembe celotnega obsega gradbišča v nekaj letih padle po 10% oziroma v štirih pod 5%. Vprašanje za vas, gospod Pavšak. Glede na to, kakšno imamo strukturo javnih financ in kakšen je pritisk na javne finance, v kolikih letih je Slovenija sposobna, po vašem mnenju, zagotoviti, da bo denar, javni denar prišel, da bo dovolj javnega denarja za tak drsni plan. Ker 2 leti pa še govorimo o zlatem pravilu. Zdaj, nek plan že obstaja. Ima Ministrstvo za infrastrukturo teh investicij, tako da ni vse tisto, da nič ni. Je pa dejstvo, ne. Zdaj, jaz tukaj lahko povem, da sem se prebral tele zaključke, tele konference, ne. Eden izmed tega je seveda tudi ta zlato pravilo pri javnem naročanju, da bo Ministrstvo za gospodarstvo tisto, ki bo tudi seznamno vlado, ne, in da bo poskusilo, se pravi, realizirati vse te sklepe, ki so tukaj notri. To zdaj ne pomeni, da nam bo uspelo, ker tukaj je vse odvisno od drugih resorjev, finančnih sredstev in drugih stvari, ne, ampak že minister dan se dal zavezal, da ko bodo zaključki sprejeti, ne, jaz upam, da bomo o tem še tukaj, da bodo lahko tudi gostje, kaj o tem povedala, se strinjajo, ne, ker je zelo pomembno, ne, da stroka, ne, tukaj je izvajalci, ne, potem tudi, bi rekel, izobraževalne ustanove in tako naprej, da vsi ti deležniki dajo zelo jasen message, ne, in jaz tukaj v teh zaključkih ga vidim. So zelo fokusirani, ne, so z nekimi roki in to je zdaj naša naloga, ne, da tukaj začnemo delo znotraj resorjev in da seveda vključimo čim bolj v to delo tudi vse ostale deležnike. Gospod Vidic, druga taka zahteva je Vlada Republike Slovenije mora skladno svojo ustavno določbo o socialni državi čim prej podpisati konvencijo 94 mednarodne organizacije dela o preprečevanju socialnega dumpinga v javnem naročanju in zavezati javne naročnike, da so odgovorni za sprejemanje neobičajno nizkih ponudb in zagotavljanje plačila delavca skladno z zakonom. Vi ste že povedali približno 3, če se bom dobro spomnil, konkretne predloge. Eno ste rekli dogovor, da grejo prenizke cene, dogovor, zavez, da grejo prenizke cene, referenčne cene, medijana in tako naprej. A je še kaj tazga, kar bi lahko v bistvu pripomoglo k temu, da ne bi prišlo do neobičajno nizkih ponudb? Zdaj, trenutno ne vidim, nimam kakšne dodatne ideje, ampak a se lahko jaz vrnem na prvo točko. Namreč, to se mi zdi izjemno pomembno. Dejstvo je, da je država se že lotila drsnega 6-letnega drsnega plana, tako kot je gospod Topolko poudaril, torej v skladu z resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa, ki je bila sprejeta koncem lanskega leta, se že sedaj pripravlja ta 6-letni drsni plan. Na Darsu smo svoj predlog že oddali na ministrstvo. Vendar pričakujemo, za nas je bistveno to, da bo ta plan res realen, da ne bo, bom kar direktno rekel, pretirano optimističen. Ker potem se bo spet zgodilo isto, kot se je že v preteklosti, da bo recimo 2 leti neka izrazita konica, na to pa spet strm padec.
to je moj dodaten apel, torej ti plani morajo biti dejansko realni. In mislim, da bodo tudi cilje, da vlada to sprejme v juliju in bo tudi predlog v javni obravnavi, torej ne bo, zdaj je še neka termi obravnavi, tako da to se mi zdi res zelo pomembno, no? Glede na izkušnje iz preteklosti, iz 10, še nekaj več let. Zdaj ne prebivanja spet. Gospa Skok-Riba, tretja zahteva pravi, vlada Republike Slovenije mora uporabo smernic za javno naročanje gradenj prepoznati kot strateško pomemben dokument in javne naročnike napotiti k njihovi uporabi, pripeljavca smernic pa zavezati k aktivnemu izvajanju ukrepov za njihovo uporabo, rok 1.9.2017. Kaj pa, če se do takrat ne bo dobri rezultatov? Rezultati, jaz pravzaprav glede na to, da smo zdaj nekje v prvi polovici tega leta do septembra pričakujem, da bodo vse kakšni rezultati. A bojo dobri, ali bojo slabi, ne vem, ampak te rezultate v bistvu na nek način, če malo po domače reče, komaj čakam. Zato, da vidim, da smo šli v pravo smer, a se je sploh kaj zgodil. In ta rok, ki nas tukaj zavezuje, da moramo do takrat sprejeti neke ukrepe vlada, se seznaniti z dokumentom, skratka, izvajati ukrepe skupaj z ostalimi, je ta rok celo večkrat pozen. Mi moramo to začeti početi danes in jutri in vsak dan od tukaj naprej in potem bomo do takrat imeli že neke rezultate. Zdaj čakati na 1. september in ne, da se vsi ti krogi zavrtijo in da bomo takrat začeli z nekimi ukrepi, se mi zdi celo mehan pozen. Ampak več naroba, če ta rok ostane zapisan, ne pravim sem, da moramo začeti stvari delati hitreje in sproti spremljati rezultate in se hitro pač odzivati na to, kar bo pokazala praksa. Ali dobro razumem, da v bistvu je na nek način poslanstvo pri ozaveščanju o pomenu smernic na treh ravneh, ne? Eno je izvajalci, drugo je naročniki in tretje mogoče tudi DKO. Absolutno, plus, še bom rekla, četrti segment, širša javnost, pa ko rečem širša javnost, mislim vsi državljani Republike Slovenije, da pridemo do tega, kar je gospod prej govoril, nacionalna zavest, nam to manjka. A veste, če smem en stavek, kje jaz vidim tudi en velik problem, ki se dogaja naročnikom in zakaj se oni bojijo iti včasih korak naprej. Vsi nam vedno očitajo, najnižja cena je vedno bilo merilo pri naročnikih. Naročniki so na koncu izbrali nekoga, ki ni dal najnižje cene. Pa pustimo zdaj, to je najnižja cena, pomeni slabo kvaliteto ali ne. V tistem trenutku, ko je naročnik to naredil, je imel na grbi 5 novinarjev, ki so ga sprašvali in se je mogel zagovarjati, zakaj se je odločil za dražjega in to stane, da poplačevalce in tako naprej. Zato pravim, da naročniki, izvajalci, DKO, ostali revizorski organi, ker imamo še računsko sodišče in tako naprej, plus res kompletna širša javnost, to bi si želeli. In verjetno se propojijo medijo kot tako, ne? Verjetno Gospod Mikoš, za vas nimam nobene zahteve, ampak nam možnost, da vi skreirate zdaj na hitro eno zveze za združevanje za gradbeništvo. No, eno stvar bi poudaril, verjetno pa še k prvi točki. Ne. Tukaj meni manjka ministrstvo za okolje in prostor. Ne. Če dela gradbeništvo na 3 D-jih, smo slišali, dela na 4 P-jih. Potres, požar verjetno dobro razumel, tu so še poplave in plazovi. To je tisti del MOP-a, ki pokriva en segment, ki mu rečemo recimo vodno gospodarstvo. Jaz mislim, da vodnega gospodarstva iz gradbeništva ne smemo spustiti. V vodnem gospodarstvu prevladuje upravljanje, gospodarjenje, ekonomičnost je izgubljeno, kar smo dosegli je vpis pitne vode v ustavo, kar bo povzročilo veliki problem s komunalno infrastrukturo in lastništvom. Želel bi se, da bi ta segment tudi imel drsne plane, tudi daljše podeljene koncesije in tako naprej. Ta segment je tukaj na današnji konferenci morda malo spuščen. Glede izobraževanja bi pa rekel, da se postavljamo tudi v terciarnem izobraževanju kot univerza na isto stališče. Dosegli smo v noveli zakona o visokem šolstvu verjetno 4-letne pogodbe z ministrstvom. V teh 4 letih se seveda, bi rekel, uresničevanje preverja, uresničevanje mednarodna uveljavljenost, prihajanje tujih študentov, odhajanje naših v tujino, to je ta segment mednarodne vpetosti, ki ga kot univerza
moramo zagotoviti, da lasten kader pošljemo v tujino, lasten kader dela na evropskih projektih, tako da lahko bi rekel, ta segment prenašamo na študente v času študija. Seveda, delo na gradbišču v Rusiji ali v Bosni verjetno ni čisto isto, kot če greš v Španijo na enomesečno izmenjavo Erasmusa. Ampak se pravi, verjetno bo izobraževanje kakšna druga ali pa tretja konferenca, jaz upam, da, kot ste rekli, druga, saj še letos, tako da bi ta entuzijazem, ki nekako upam preveva tudi občinstvo, ne samo nas tukaj, se res lahko nadaljujem. Hvala. Hvala, gospod Banič. Četrto zahteva je zvezi s prioritetnim skladom v gradbeništvu. Za zmanjšanje previsokih socialnih tveganj in boljših pogojev za delo zaposlenih v Sloveniji socialnih partnerjev v gradbeništvu moramo vzpostaviti paritetni sklad za gradbeništvo. Od vlade zahtevamo, da vzpostavi ustrezni zakonski okvir in delovanje državnih institucij, ki bodo omogočili trajnostno delovanje takšnega sklada, kot je vse stare članice EU. Kateri trije konkretni koraki, da se čim prej zgodi vse stvari? Ja, prvi konkretni korak bi se moral zgoditi, ki ga danes pogrešamo, ampak okay. Na delu ministrstva smo imeli pozitivno, kot je gospod Mikoš izpostavil na segmentu, ki je tudi pomemben, ne. Za paritetne sklade je definitivno ministrstvo za delo tisto, ki, to, kar je že gospod Komac prej izpostavil, mora biti sogovornik v tej zgodbi. Ministrstvo za gospodarstvo bo samo zelo težko prišlo skozi in mislim, da skozi dialog socialnih partnerjev v dejavnosti skupaj z vsemi, bom rekel, ministrstvo za finance, ker nekdo bo moral dati zakonska sredstva, to se ne smemo slepiti, se pravi z ministrstvom za gospodarstvo in potem tudi z ministrstvom za delo, najti konsens, na kak način upeljati zadevo in definitivno, mislim, da ali konvencija ali razširjena veljavnost kolektivne pogodbe bodo omogočile, bom rekel, zakonodajalcu, da sprejme neke vrste izhodišča, da vsi, ki delajo na področju gradbeništva v Sloveniji, vse na delo javnih naročil morajo spoštovati ta izhodišča in menim, da so paritetni skladi stvar, ki bo družbam, ki se ukvarjamo z dejavnostjo gradbeništva, omogočila prožnejše zaposlovanje, bom rekel, aktivnejšo sprejemanje novih izzivov v obliki projektov, ker veš, da lahko začasno ljudi rešiš, lažje premostitev zimskega obdobja in tako naprej. Jaz bi mogoče za konec rekel, to je prva konferenca, drugo je treba organizirati jeseni, definitivno so kadri, nove tehnologije, bom rekel še kaj takega, tisto, kar moramo dati na pladen, videti, kaj se je v tem obdobju premaknilo in nadaljevati ta razgovor, ki bo mogoče, po mojem upanju, enkrat pripeljal do tega, da bo država prepoznala javna naročila kot orodje, s katerim lahko delno realocira del sredstev in pomaga dejavnostim, kot je naša, kot je lesarska in podobne, ki so v težavah, da dvignejo raven tehnologije, dvignejo, bom rekel, raven svojih referenc, ki nam bodo jutri omogočale delovanje na širšem regijskem trgu, ker mislim, da vsako podjetje, ki je malo večje in se slepi, da bo v Sloveniji preživelo, mislim, da temu ni tako, da moramo delati na regiji, da moramo ščititi, koliko se da svoje, seveda vse v duhu EU-ja, ampak menim, da se tudi skozi zakon, kot je, da marsikaj narediti in tu pozivam dejansko vse, da se mogoče aktivno vključijo v delovanje GZS-ja in skozi, bom rekel, naše vsakomesečno, vsakodnevno delo pridemo do tega, kaj jeseni dati na pladen in mogoče pozvati tiste, ki so že danes z nami strani države, da tudi druge pridobijo, da sedemo za isto mizo, ker samo tako bomo lahko šli naprej. Gospod Kovac, zadnja zahteva od vlade pričakujemo, da spremembami zakona o kolektivnih pogodbah zagotovi uveljavitev kolektivnih pogodb gradbenih dejavnosti kot obvezne za vsa gradbena podjetja, ki delujejo v Sloveniji. V kolikšnem času pa še ne je to realno željivo? To sta politične volje. Formalni roki za spremembo zakona so več ali manj znani, zdaj verjetno ni iluzorno pričakovati za neki izredni sprejem zakona po hitrem postopku, mislim, da toliko spet ne gori voda, ne, da ne bi stvarili neko paniko,
brez potrebe in potem preusmerili pozornost v neke druge stvari, vendar to zadeva je realna, da se tam nekje do poletja ta zadeva uredi, je pa čisto lahko z normalno, bomo rekel, politično in strokovno razpravo to možno urediti. V redu. Hvala lepa vsem za pogovor. Verjetno je na nek način lahko tudi apel vseh nas, da ne čakamo na drugo konferenco jesenja, pa da poskušamo vsi narediti nek zelo preprost akcijski plan, kaj bo prvih 5 korakov, ki bodo takrat lahko že preverljive, tako strani podjetij, naročnikov kot vas, verjetno ga že pripravljate. Tako da hvala tudi vam za pozornost, hvala vsem sogovornikom za sodelovanje.